Lepo pozdravljeni na večernem dogodku današnjega dne, in sicer komentarju filma Popolni neznanci, v katerem bo sodelovala psihologinja Gaja Zager-Kocjan. Gaja Zager-Kocjan je diplomirala na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, leta 2016 pa tudi doktorirala s področja psihologije osebnosti. Na oddelku za psihologijo je tudi redno zaposlena, raziskovalno pa se ukvarja predvsem s temeljnimi osebnostnimi lastnostmi, psihičnim blagostanjem in merskimi vidiki na področju obče psihologije. Naj se v imenu organizacijske skupine Tedna možganov in sinapse Slovenskega društva za nevroznanost zahvalim Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARRS, Federaciji evropskih nevroznanstvenih združenj FENS, Fundaciji Dana, Metalka mediji, Rošeju, Adria Labu in drugim sponzorjem in donatorjem, ki so nam omogočili organizacijo letošnjega Tedna možganov, ter seveda gosti za sprejem povabila. Naj vas še povabim, da nas spremljate tudi na naših socialnih omrežjih, Facebook, LinkedIn in Twitter. Prijavite se lahko tudi na novičnik Tedna možganov in pa sinapse. Link do prijave je dostopen v opisu dogodka pod videom na YouTubu in pa na obeh podstraneh kanala 1 in kanala 2, kjer se predvajajo predavanja in komentarji filmov. Tu boste našli tudi povezavo, preko katere nas lahko podprete z donacijo. Preden pa začnemo, pa naj samo še opozorim, da bo zadnjih 15 minut namenjeno odgovarjanju na vprašanja. Ta lahko postavite prek aplikacije Slido, katere link se nahaja v opisu YouTube videa in pa na naši spletni strani na podstraneh kanala 1 in kanala 2. Zdaj pa mislim, da res lahko začnemo. Gaja Zager-Kocjan, pozdravljena še iz moje strani. Dober večer in hvala za povabilo k sodelovanju. Vam bi kar postavila prvo vprašanje. V filmu nekako lahko opazimo, kako tehnologija olajšuje zlaganost v resničnem življenju. Roko, ki je eden izmed sedmerice prijateljev, v filmu o telefonu pravi nekako, pravi imaš, to je postala naša črna skrinjica. Notri ima vse, morda celo preveč. V bistvu je moje vprašanje, a dejstvo, da je stvari s pomočjo tehnologije, telefonov in podobno, tako zlahka skrit, a nas to dodatno spodbuja k naši neiskrenosti? In pa mogoče, a se je s tem spremenilo tudi naše pojmovanje zasebnosti? Ja, telefon ima res vse mogoče informacije o nas, ne? Vključno s tem, po katerih straneh brskamo, kaj nas zanima, s kom komuniciramo in podobno, ne? Beleži se pravzaprav cela vrsta raznih zasebnih informacij. Poleg tega se mi pa zdi, da so tudi telefoni vedno bolj zavarovani, ne, z raznimi načini zaklepanja, prstnimi odtisi, kar mogoče res ustvarja vtis, da je telefon naša črna skrinjica, ne. Včasih smo svoje skrivnosti držali zase, danes so pa zakopane v naših telefonih, ne. Zdaj, a nas telefoni dodatno spodbujajo k neiskrenosti. Po eni strani bi rekla, da so pravzaprav taka vedenja neiskrenosti, prikrivanja od nekdaj obstajala, ne. Zaradi raznoraznih motivov, težav z intimnostjo, komunikacijo v odnosih, kar pač povzroča, da ostajajo problemi nenaslovljeni, ne, in lahko na eni strani vodi do neiskrenosti, na drugi strani pa do sumničavosti, ne. Se pa danes taka vedenja, ne, verjetno pogosto pojavljajo tudi v drugih oblikah, preko spleta, preko družbenih omrežij. Marsikaj je zaradi tega tudi lažje dostopno, hitreje, ne, preko nekih omejitev, časa, prostora, bolj spontano, kar naprej smo v stiku, ne. In mogoče se zaradi tega tudi bolj poslužujemo, sploh če smo tudi sicer že k temu bolj nagnjeni, recimo bolj negotovi, slabo komuniciramo, ne. In mogoče se zdi tudi, da je tveganje manjše, ker je pač vse na dosegu enega klika, poleg tega lahko pa telefone zaklenemo in tako stvari skrijemo, ne. Se mi pa zdi, da tukaj ne gre samo, da je treba poudariti tudi, da ne gre samo za neiskrenost do drugih, ne, ampak tudi do sebe, ne. S kakšnimi stvarmi se tudi sami kdaj nismo pripravljeni soočiti in nam lahko taka črna skrinjica čisto prav pride, ne. Dokler pač so stvari noter na varnem, lahko sedimo na dveh stolčkih, ne. Oziroma se nam ni treba soočiti, ne. Včasih bi recimo ljudje radi končali zvezo, pa ne vejo kako, ne, in zato rajši ignorirajo, kaj se dogaja, kar jih verjetno ne naredi ravno srečne, ne. In to smo lepo videli tudi v tem filmu, ko Šarlota reče, ne, da je treba znati iti narazen. Zdaj, vprašali ste me še, ne, če se je spremenilo naše pojmovanje zasebnosti.
Ja, sodobna pojmovanja zasebnosti so v resnici močno povezana z napredkom tehnologije in na nek način se mi zdi, da je telefon postal kot neke vrste simbol zaupanja v odnosih, ne, ali pa njegovega pomanjkanja. Se mi zdi, da nam telefoni nekako omogočajo, da smo stalno priklopljeni, kar v bistvu lahko vodi do brisanja meje, ne, med zasebnim in javnim. Pepe reče tudi, da nam jemljejo zasebnost v filmu. Večje je tveganje, da se odkrije to, kar je skrito, ne. In vsi vemo, da telefoni pač beležijo kup nekih informacij o nas, in da bi moralo biti to, kar je na njih, zasebno. Ampak po drugi strani, ne, saj ljudje tudi vseh svojih misli ne delimo z drugimi, ne. Na splošno to ni okej, nisto s telefoni. Se mi zdi, da so kot neke vrste fingerprint našega notranjega sveta, ne. Vejo o nas ogromno, tudi tisto, česar ne bi povedali na glas, ne. Ljudje marsikaj mislimo, ampak tudi domislimo, ne. Bog ne daj pa, da bi na prvo žogo to bilo glasno, ne. In tako je podobno, če nekdo pregleduje naš telefon, ne, kot da bi recimo ta naš notranji svet pregledoval, ne. Se mi pa tukaj zdi vseeno pomembno poudariti še to, a ne, da tudi v nekem ljubečem, zaupljivem partnerskem odnosu v resnici obstaja prostor za zasebnost, ne. V bistvu čisto razumno, čisto zdravo pričakovati neke avtonomije, recimo imeti prijatelja, s katerim se lahko pogovoriš o problemih, ne, iz svojega partnerskega odnosa. Tako da problem ni toliko, ne, zasebnost in se mi zdi, da so te predstave o popolni iskrenosti v odnosih pogosto malo idealizirane, ne, saj zakaj pa bi morali partnerki povedati, da na skrivajnem stranišču berete Cosmopolitan, ne. Bolj je problem skrivanje stvari, ki bi od tega drugega prizadeti, ne. In v angleščini to lepo razlikujejo z besedama privacy pa secrecy, ne. In seveda je od nas odvisno zdaj, zakaj mi te telefone uporabljamo, in na njih počnemo stvari, ki bi jih morali tudi skrivati, dejansko skrivati pred drugimi. In če ja, pol je ta telefon res neka črna skrinjica naših skrivnosti, ne, ki lahko vzbuja na eni strani potrebo po prikrivanju, na drugi pa potrebo po nadzorovanju, ne, ker postane neke vrste repozitorij prepovedanega vedenja. Pa mogoče kar naslednje vprašanje, malo ste že namignili na to, pa ko so glih pri tehnologiji, kako mogoče tehnologija pripomore k oblikovanju naše identitete, pa kako svoje osebnostne lastnosti v bistvu prenašamo v to spletno sfero, v komunikacijske medije. V kolikšni meri je tudi naša digitalna identiteta pristna, pa kako se razlikuje od naše prave, karkoli že je naša prava. Ja, identiteta v resnici ni neka posamezna značilnost, ne, ni izraz nečesa, kar bi nam bilo prirojeno, ne, ampak je bolj, lahko bi rekli, družbeni produkt, ne, rezultat določenega družbenega okolja in je zato tudi v različnih okoliščinah lahko različno to, kar pokažemo navzven, ne. Zdaj, če začneva, ne, pri tem resničnem svetu, pri face-to-face interakcijah, tukaj nismo anonimni, ne. Fizična prisotnost, to deljeno znanje, recimo v našem socialnem ozadju, v naših osebnostnih lastnostih nam v bistvu onemogoča, ne, da bi se izdajali za nekaj, kar ni konsistentno s temi značilnostmi, ne. Še najbolj v resnici lahko manipuliramo, ne vem, s svojim izgledom, make-upom, tem, kaj oblečemo, kakšne manire imamo, ne, ali pa recimo svojo okolico, kako s kakšnim pohištvom, dekoracijo jo opremimo in podobno, ne, in s tem na druge pač probamo ustvariti želen vtis. Je pa tudi tako, a ne, da bi lahko v tem resničnem svetu, ne, odmik od raznih socialnih norm v našem vedenju izzval kazen ali pa posmeh. In zaradi tega ljudje pogosto tudi določene osebnostne lastnosti, prepričanja, misli skrivamo za takimi ali pa drugačnimi, recimo temu, maskami, ne. Torej tudi v resničnem svetu ljudje pravzaprav nosimo recimo maske, ne, in to je to, kar pokažemo navzven, temu rečemo naš resnični jaz. Kar ni povsem isto kot naš pravi jaz, ne. Naš pravi jaz namreč pogosto vključuje tudi neke lastnosti, ki si jih pa ne želimo pokazati in jih zato ali skrijemo ali potlačimo, ne. Na drugi strani imamo pa online svet, ne, in tudi ta ni povsem monoliten, ne. Imamo anonimen online svet, pa takega, ki ni čisto anonimen, ne. Če začnem s tem anonimnim, v njem, v online svetu na splošno seveda nismo fizično prisotni, v anonimnem, ne, pa tudi naša identiteta zakrita in zaradi tega je raven odgovornosti
in morebitnih posledic, ne, nizka in ljudje si zaradi tega dostikrat bolj upajo odvreči te maske, ki jih nosimo v resničnem svetu, ne. Bolj pokazati ta svoj pravi jaz. Skupaj, ne, recimo z vsemi nekimi neželenimi lastnostmi, negativnimi impulzi. Včasih tudi ustvarjajo neko čisto novo identiteto, preizkušajo neke nekonvencionalne vloge. Mogoče tisto, kar je bolj zanimivo, se mi zdi za nas, je ta neanonimen online svet, ne. To so pač primeri, ne vem, Facebook, Instagram, tudi spletne strani za zmenke, ne. Tukaj dostikrat tudi komuniciramo z ljudmi, ki jih v resnici poznamo iz resničnega sveta, ne pa nujno. In to pomeni, da se ne moramo ravno za kogarkoli izdajati, ne. Je pa res, da v tem neanonimnem online svetu pogosto izražamo, mi temu rečemo možni zaželeni jaz, ne. To niso neke idealizirane, nerealistične, fantazijske predstave o sebi, ampak gre v bistvu za neko socialno zaželeno identiteto. Neko identiteto, ki bi jo radi vzpostavili, radi uresničili, ampak je v resničnem svetu zaradi različnih omejitev ne moremo. Ne vem, lahko se vam recimo zdi, da imate potencial, da postanete filmska zvezda, ne, ampak ocenjujete, da pa niste mogoče najbolj privlačni, ali pa da ste malo preveč sramežljivi, ali pa da imate mogoče govorno napako, ali pa začnete jecljati pod pritiskom, ne. In ta neanonimen online svet nas v bistvu lahko na nek način opolnomoči, da aktualiziramo to svojo zaželeno identiteto, ki ga pa v resničnem, ne, face to face svetu ne bi mogli. V bistvu gre za to, kot da bi malo raztegnili resnico, ne. To, kar objavite na Facebooku ali pa na Instagramu, so samo izbrane fotografije, ne, tiste, na katerih pač dobro izgledamo, ne. In to nam v resnici omogoča, da lahko premagamo neke ovire iz resničnega sveta, da tudi okrepimo lahko svojo samopodobo. Torej, ne, če malo povzamem, se mi zdi, da tudi ljudje tudi v resničnem svetu nosimo maske, ne, se prilagajamo normam, pravilom, zaradi katerih se pač kdaj prikažemo v lepši luči, ampak mogoče so družbena omrežja nas v bistvu opremijo še z nekim dodatnim vzvodom, zato da se bolj selektivno prikazujemo, prezentiramo, ustvarjamo vtis na druge. Mogoče se mi zdi samo še eno stvar tukaj pomembno dodati, no, da je tako prilagajanje v resnici v vsakodnevnem življenju nekaj čisto normalnega, ne. Da je v bistvu nujno za naš uspeh v družbi, da bi bilo iluzorno karkoli drugega pričakovati, ne. Ker imamo ljudje lahko veliko načrtov, ciljev v življenju, ni nujno, da je za doseganje vseh teh ciljev, da so iste lastnosti optimalne ali pa isti nek profil, ne. In zato se pač ljudje prilagajamo sproti, da dosegamo te cilje, ne. Problem bi pa nastal, če bi se prilagajali stalno, v vseh odnosih, predvsem, ne, ker nas to izčrpava, pol tudi sami pozabimo, kdo smo. Naslednje vprašanje se pa mogoče malo bolj navezuje prav na vaše delo. Pa me zanima, kaj mislite, katere psihološke spremenljivke napovedujejo nekako udejstvovanje na socialnih omrežjih? Ja, na eni strani, ne, lahko govorimo o različnih motivih, ki nas usmerjajo, ženejo k temu, da uporabljamo socialna omrežja, na drugi pa recimo tudi o naših osebnostnih lastnostih, ne. In zdaj, če govorimo o motivih v okviru teh recimo psiholoških spremenljivk, ne, raziskave kažejo, da v bistvu največ družbena omrežja, socialna omrežja uporabljamo za vzpostavljanje, za vzdrževanje nekih medosebnih stikov in tudi za iskanje informacij. In tudi z vidika blagostanja, ne, imata ta dva motiva najbolj prilagojene posledice. Če uporabljate družbeno omrežje za to, da vzdržujete stike, da iščete informacije, ima lahko to ugodne učinke na vaše blagostanje, ne. Jih uporabljamo tudi za prostočasno aktivnost, za zabavo, predvsem mlajši, ne, pa tudi za promoviranje sebe, svojega dela, svojih profesionalnih aktivnosti. Je pa treba vedeti, ne, da so lahko ti motivi odvisni tudi od vrste družabnega omrežja, ne, da recimo Facebook z nekimi drugimi motivi, kot Instagram recimo uporabljamo, ne. Tudi razlikujejo se med spoloma, ne, recimo za ženske je bolj pomembno vzdrževanje odnosov, moški bolj iščejo informacije in je bolj to pomembno za recimo neko pridobivanje znanja. Mogoče bolj zanimivo, ne, to drugo, naše osebnostne lastnosti, ne. Kako se te povezujejo z udejstvovanjem na socialnih omrežjih. Zdaj, bolj uporabljajo družbena omrežja tisti, ki so bolj ekstravertni,
To pomeni, zanje je recimo značilno, da so bolj družabni, energični, zgovorni, predvsem so pa bolj občutljivi na nagrade, rečemo. In to druženje preko socialnih omrežij, spoznavanje novih ljudi jim predstavlja v bistvu večjo nagrado. Tudi nove informacije, znanje, ki ga pridobivajo na ta način, za njih predstavlja večjo nagrado. Na drugi strani pa tudi manj vestni uporabljajo bolj družbena omrežja. Za vestne je značilno predvsem, da so zelo disciplinirani, odgovorni, da imajo red, radi, kontrolo. In za bolj vestne je lahko uporaba družbenih omrežij včasih tudi malo izguba časa. Sicer pa predvsem bolj ekstravertni, tudi tisti, ki so bolj sprejemljivi, torej prijazni, sočutni, sodelovalni, zanje so ta družbena omrežja predvsem sredstvo za ohranjanje stikov z drugimi, pa tudi iskanje informacij, ampak v prvi vrsti ohranjanje stikov. Še ena taka zanimiva stvar je, da so ljudje z določenimi osebnostnimi lastnostmi bolj previdni glede informacij o sebi, ki jih objavljajo. Če ste bolj vestni, potem ste bolj previdni. Ravno tako, če ste bolj nevroticistični, bolj tesnobni, bolj čustveno nestabilni, če vam bolj niha razpoloženje, taki ljudje so tudi pogosto bolj družbeno-socialno anksiozni, bolj se zavedajo tega, kako jih vidijo drugi, oziroma so pozorni bolj na to, kako jih vidijo drugi, in zaradi tega tudi imajo večji nadzor nad tem, kakšno podobo prikazujejo navzven. Tudi za bolj sprejemljive je značilno, da prikazujejo svojo podobo v majčkeno bolj pozitivni luči, da bi izpadli bolj všečni. Še ena taka temeljna osebnostna lastnost je odprtost. Za odprtost je značilno, da radi iščemo, uporabljamo neke kompleksne nove informacije in taki ljudje, ki so bolj odprti, na splošno bolj uporabljajo družbena omrežja za raznorazne aktivnosti, za komuniciranje z drugimi, za iskanje informacij, kar v bistvu kaže na njihovo raznolikost nekih interesov. Pa so pa še te manj prilagojene osebnostne lastnosti, recimo slabši samonadzor, ta potreba po takojšnji zadovoljitvi, nizka vestnost, in tukaj pa raziskave recimo ugotavljajo, da se take lastnosti povezujejo predvsem z bolj problematično rabo in interneta in družbenih omrežij. V tem smislu, da taki ljudje lahko bolj ignorirajo neka pravila in socialne norme. Super, hvala. Sem zdaj tudi prav malo začela razmišljati, kaj zame velja tukaj. Naslednje vprašanje bi pa bilo, v zadnjem času se čedalje bolj povečuje količina digitalnih odnosov, zdaj zaradi COVID razmer, pa smo v bistvu tudi sami prisiljeni še bolj v njih. Koliko v bistvu so takšni odnosi sploh pristni, na kakšen način se razlikujejo od odnosov v živo? Nekaj ste že povedala o tem, ampak če imate še kaj za dodati. Ja, se mi zdi, da lahko izpostavimo take tri ključne elemente pristnih, recimo intimnih interakcij. Eno je to samo razkrivanje, koliko o sebi povemo, delimo z drugim. Drugo je socialna opora, tretje pa fizičen stik. In eden ključnih dejavnikov, ki v bistvu digitalne ali pa online odnose razlikuje od teh odnosov v živo, teh face-to-face interakcij, v bistvu pomanjkanje fizičnega stika oziroma prisotnost in pogosto tudi očesnega stika. Ne vidite ljudi, a jim je dolgčas, a so zmedeni, a so zavzeti, a so navdušeni, ne morete z njimi tudi neverbalno komunicirati. In ja, prej smo že tudi povedali, da ta digitalni svet ni monoliten, da lahko razlikujemo neke povsem anonimne online kontekste in take, ki niso anonimni, in tudi vse te razlike v bistvu vplivajo na to, kakšne so naše interakcije in vzpostavljanje intimnosti v odnosih. Sicer pa jaz mislim, da je tukaj v bistvu ključno, ko govorimo o tej pristnosti digitalnih odnosov, s kom komuniciramo. Ker online stike v bistvu lahko vzdržujemo z ljudmi, s katerimi smo tudi sicer že vzpostavili neko močno vez v resničnem svetu, torej so nek dodatek komunikaciji v živo, lahko pa na ta način vzpostavljamo tudi nove stike, komuniciramo s tujci, recimo smo pač prisiljeni v take stike, kot zdaj, zaradi teh covidnih razmer. In se mi zdi, da najbolj intimne, najbolj pristne online stike imamo v bistvu
s tistimi, s katerimi smo si blizu tudi v resničnem življenju. Ne. Intimnost je mogoče tudi online, ampak se pač drugače aktualizira, ne, preko, ne vem, tekstovnih sporočil, video sporočil in tako naprej. Ne. Še vedno pa ostaja dejstvo, ne, da takim odnosom manjka fizična komponenta. In vsi vemo, se mi zdi, da nas je ta situacija opremila s to izkušnjo, da v resnici po celem dnevu tipkanja po telefonu ali pa sedenja za računalnikom se vsem ne počutimo enako povezani, enako zadovoljni, kot če bi z nekom skupaj pojedli kosilo ali pa šli na sprehod. Zdaj, mogoče, ne, kar se tiče stikov z znanci, ne, družbena omrežja nam omogoča tudi vzdrževanje teh stikov z ljudmi, s katerimi v resnici se ne vidimo pogosto, ne, ampak pač stike nekako vzdržujemo in tukaj so recimo raziskave pokazale, ja, družbena omrežja nam omogočajo vzdrževanje teh razmeroma šibkih stikov, ampak jih ne poglabljajo intimnosti v bistvu v teh odnosih, ne. In se mi zdi, no, tudi zelo zanimive so ugotovitve ene novejše raziskave, ki sem jo pred kratkim brala, ne, da v bistvu so socialne aktivnosti v resničnem življenju in čas, ki ga v resničnem življenju namenimo tem aktivnostim, ključne za vzpostavljanje mreže socialne opore. Torej tistih ljudi, ne, na katere se bomo obrnili najprej v krizi, v stiski, pri njih iskali pomoč in sočutje. In v takih odnosih je tudi intimnost največja, taki odnosi so najbolj pristni. Jih pa ne zgrajujemo preko socialnih medijev, ne. Socialni mediji sicer res prispevajo k širini naše socialne mreže, ne pa k širini te mreže prav socialne opore. Zdaj pa mogoče gremo malo nazaj na film. Karakterji so bili v tako zelo, zelo različnih odnosih, nekateri v partnerskih, drugi v prijateljskih. Kaj mislite, kako se takšni odnosi med seboj razlikujejo? Kaj smo recimo pripravljeni deliti s prijateljem, s partnerjem, z neznancem na spletu? Kaj mogoče s psihoterapevtom? Ja, partnerski in prijateljski odnos sta si na nek način podobna, ne, v tem smislu, da sta oba praviloma vzajemna. To pomeni, da se v bistvu oba v tem odnosu samo razkrivata, ne, v primerjavi recimo s terapevtskim odnosom, kjer terapevt ne govori o sebi in svojih problemih, ampak je predvsem tam zato, da nas vodi in usmerja, ne. In v teh odnosih, ne, prijateljskih, partnerskih, praviloma tudi nismo anonimni, tako kot velja za ta odnos z neznancem na spletu, ne, ki ste ga omenili. Zdaj, koliko smo v takih odnosih pripravljeni, ne, deliti z drugimi, je predvsem odvisno od tega, koliko so ti odnosi intimni. In obratno, ne, intimnost v resnici gradimo preko samorazkrivanja v odnosih. Torej, za nek intimen, prijateljski ali pa partnerski odnos je značilno zaupanje, iskrenost, spoštovanje, nek občutek varnosti, vzajemnosti, sprejemanja, razumevanja, ne. In bolj kot se mi v takem odnosu samo razkrivamo, ne, delimo neke informacije o sebi, bolj k temu spodbujamo drugega in s tem poglabljamo intimnost odnosa, ne. In seveda bolj kot je odnos intimen, več je v njem samorazkrivanja, ne. Zdaj, odnos z neznancem na spletu v prvi vrsti opredeljuje pa anonimnost. Ne, in ja, o tem smo v bistvu nekaj že rekli, ne, zaradi anonimnosti v bistvu v takih odnosih ljudje pogosteje te naše maske odvržemo, ne, bolj si dovolimo izraziti tudi tiste svoje lastnosti, ki mogoče v resničnem svetu ne bi bile sprejemljive, ker so v nasprotju z nekimi socialnimi pravili, normami, ne, in ker smo anonimni, pač to, kar rečemo, kar izrazimo, nima zares nekih posledic, ne zahteva odgovornosti, ne. Zato lahko spustimo na plano tudi kakšne negativne impulze, misli, ki jih vendarle v odnosu s prijateljem ali pa partnerjem ne bi, ne. Torej, ne moremo toliko izgubiti, kot bi v nekem resničnem prijateljskem ali pa partnerskem odnosu, ne, kjer bi bila cena res visoka, kjer veliko tvegamo, če povemo o sebi mogoče kakšno stvar, ki bi jo drug težko pogoltnil, ne. Še za odnos s terapevtom, ne, ste vprašali. Odnos s terapevtom je pa od drugih drugačen, predvsem v tem smislu, da se tukaj mi samo razkrivamo, terapevt je pa tisti, ki nas posluša, ki nas usmerja, torej fokus je na nas samih. Ne, terapevt ni naš prijatelj, z njim nimamo odnosa izven terapevtskih seans, zelo so pomembne meje, ki jih je treba spoštovati, sicer tak odnos terapija preprosto ne bi učinkovala, ne. In
te meje v bistvu zagotavljajo jasnost, varnost in samo na ta način je lahko terapevt objektiven, nevtralen, kar pa ne velja za naše prijatelje in za našega partnerja, recimo. Torej, terapevt v bistvu opazuje lahko naše življenje od zunaj, bi lahko rekli, ne. Medtem ko naši prijatelji, naši partnerji so pa del našega življenja in zato ne more biti objektivni, ne. Še ena stvar je, da je odnos s terapevtom zaupen. Ne, in zato terapevtu povemo tudi stvari, misli, skrbi, stiske, strahove, izkušnje, ki si jih mogoče s prijatelji ali pa tudi s partnerjem ne bi upali deliti, ne. Upamo si iti globlje, ker gre v resnici za nek varen prostor, kjer s svojimi občutki, doživljanji, če jih bomo delili navzven, ne bomo v bistvu nobenega ranili ali pa prizadeli in tudi nihče nas zaradi njih ne bo obsojal. Pa če še malo ostaneva pri odnosih, kaj pa v bistvu definira posamezen odnos? A je to količina znanja o drugi osebi oziroma intimnost, a je to čustvena podpora? Kaj recimo na drugi strani definira prijateljstvo? Ja, pri opredelitvi odnosov, predvsem partnerskih sicer, ne, si lahko pomagamo s Sternbergovo trikotno teorijo. In Sternberg pravi, to je ena najbolj razširjenih teorij na področju partnerskih odnosov. Sternberg pravi, ne, da lahko ljubezen razumemo v okviru 3 ključnih komponent, ki skupaj tvorijo oglišča trikotnika, ne. In prva taka komponenta je intimnost, ki smo jo zdaj že večkrat omenili, ne. Intimnost v bistvu pomeni občutje bližine, povezanosti, topline v odnosu, koliko se medsebojno spoštujemo, razumemo, delimo sebe z drugo osebo, koliko je prejemanja in dajanja neke čustvene opore, intimne komunikacije v odnosu in podobno, ne. Druga komponenta je komponenta strastnosti. Strastnost je v glavnem ta naša motivacijska vpetost v odnos, pri čemer to niso samo spolne potrebe, ne, ki v partnerskih odnosih sicer običajno prevladajo, a ne, gre lahko tudi za druge potrebe, ne, po dominantnosti, združevanju, samospoštovanju, samoaktualizaciji in vse te tudi prispevajo, ne, lahko k doživljanju strastnosti. Tretja komponenta pa še komponenta zavezanosti. To je pa tisto v bistvu, kar drži odnos skupaj v nekih težkih trenutkih in v bistvu pomeni mero, koliko smo pripravljeni ostati z drugim vse do konca. In zdaj, če pogledamo kombinacije teh 3, ne, v bistvu vsi težimo k tako imenovani, bi rekla, popolni, Sternberg temu reče popolna, uravnotežena ljubezen, ne, kjer so vse te 3 dimenzije, komponente izražene približno enakovredno, ne. Vendar pa niso vsi partnerski odnosi taki, ne. Vsi recimo poznamo zaljubljenost in tiste metuljčke v trebuhu, ne, temu reče Sternberg zaljubljenost ali pa strastna ljubezen, ne, ljubezen na prvi pogled, ne, za katero je značilna zelo močna izraženost strastnosti, ampak nimamo pa zares intimnosti pa zavezanosti, ne. Taka zaljubljenost se običajno zelo tako hitro, nenadoma pojavi, ampak ravno tako hitro izzveni, ne. Tipična je ta visoka psihofiziološka vzburjenost, ne, da nam srce hitro utripa in podobno. Verjetno vsi tudi poznamo to prazno, rutinsko ljubezen, ne. Če pomislite recimo na kakšno tako dolgotrajajočo, stagnirajočo zvezo, ne, kjer so ljudje odločeni ostati skupaj, torej je zelo prisoten ta komponenta zavezanosti, ampak ni pa prave intimnosti pa strastnosti več v tem odnosu. To je recimo tudi tipično takrat v primeru teh dogovorjenih porok, ne, na začetku takih zvez, ne. Romantično ljubezen tudi poznamo, ne, kjer gre za kombinacijo intimnosti in strastnosti recimo, ali pa zaletavo ljubezen, kjer je tipično, ne, da se ljudje zavežejo drugemu, ampak ta zavezanost temelji predvsem na strastnosti, ni pa zares te stabilizacijske vloge intimnosti, ne. Zdaj, kaj pa za prijateljstvo značilno, ne? Prijateljstvo je pa predvsem ta komponenta intimnosti prevladujoča, ne. Temu Sternberg reče, take odnose imenuje všečnost, ne. Torej zelo tipično za prijateljski odnos
je prevladujoča komponenta intimnosti, včasih tudi kombinacija intimnosti z zavezanostjo, ne, kar je tipično za neko dolgoročno predano prijateljstvo. Včasih se tudi dolgotrajne zveze razvijajo v tak odnos, kombinacija intimnosti in zavezanosti, kot ta v bistvu telesna privlačnost, ki je v resnici osnovni vir strastnosti, že izzveni. Zdaj pa, če se mogoče malo še dotakneva psihološkega blagostanja, kaj v bistvu vse vpliva na njega v partnerskem odnosu pa v prijateljskem? Pa v filmu je tudi v bistvu orisan lepo problem nezvestobe. Kako se mogoče ta povezuje s psihološkim blagostanjem? Ja, mogoče, če prav v povezavi s to nezvestobo najprej odgovorim. Povezava med nezvestobo in blagostanjem, ali pa bolj specifično, nas tukaj v resnici zanima zadovoljstvo s partnerskim odnosom, je obojesmerna. Na eni strani kažejo raziskave, da je nezvestoba vzrok poslabšanja kakovosti odnosa, na drugi strani pa lahko tudi posledica poslabšanja kakovosti odnosa. Torej, če z odnosom niste zadovoljni, če imate težave, ne vem, zato ker recimo slabo komunicirate, ker se pojavlja neka agresija, partnerjeva nezvestoba, ali pa sumite, da vam je partner nezvest, potem je bolj verjetno, da boste iskali zadovoljitev drugje in boste zato nezvesti. Torej, nezvestoba v tem primeru neke vrste simptom partnerskega nezadovoljstva, torej nizkega blagostanja v zvezi. Velja pa tudi obratno. V bistvu lahko nezvestoba tudi povzroči večjo stisko, stres v partnerskem odnosu in s tem negativno vpliva na blagostanje in lahko vodi tudi do razdora zveze, zato ker pač spodkoplje zaupanje, intimnost, spoštovanje drugega. Tako da v tem primeru bi lahko rekli, da v bistvu nezvestoba na nek način razježe tako oslabljeno zvezo. Sicer pa raziskave kažejo tudi, da nezvestoba po eni strani napoveduje slabše duševno zdravje, to se pravi depresijo, anksioznost pri partnerju, torej če vam je partner nezvest, bolj verjetno, da boste doživeli, da boste imeli motnje na tem področju, težave na tem področju. Poleg tega pa lahko tudi pri nezvestem posamezniku nezvestoba sproži doživljanje nekih negativnih čustev, občutkov krivde, sramu, jeze, v primeru, če seveda ta oseba zaznava, da je ravnala narobe, ker je pač težko, da je prizadela partnerja ali pa ker se recimo boji razhoda z njim. Je pa res tudi, da v bistvu nezveste osebe pogosto opravičujejo to svoje nezvesto vedenje, ker v bistvu s tem zmanjšujejo to kognitivno disonanco, v bistvu zmanjšujejo svoje negativne občutke. In zaradi tega dostikrat čutijo manj odgovornosti, kot jim jo recimo lahko pripisuje partner. Zdaj pa, če se vrnemo nazaj na mogoče psihološke spremenljivke, katere mislite, da vplivajo na zadovoljstvo v partnerskem odnosu? Pa mogoče katere, recimo, osebnostne lastnosti bolj funkcionirajo skupaj v partnerstvu, katere v prijateljstvu? Do kakšne mere se sploh lahko prilagodimo drugemu človeku, da nekako funkcionirata skupaj dobro? Ja, odgovor na to zadnje vprašanje je predvsem povezan z našimi osebnostnimi lastnostmi. In te so tudi eden pomembnih dejavnikov našega zadovoljstva z odnosom. Na splošno bi v bistvu lahko te napovednike partnerskega zadovoljstva nekako v 3 ključne skupine razdelili. Eno so naši osebni, naši socialni viri, ki jih mi prinesemo v odnos. In v tem okviru je bilo recimo kar nekaj raziskav narejenih, ki so preučevali, kako se osebnostne lastnosti partnerjev povezujejo z njihovim zadovoljstvom z odnosom. In so ugotovili, da so običajno s svojim partnerskim odnosom bolj zadovoljni tisti, ki se ocenjujejo kot manj nevroticistične. Zdaj, za nevroticizem je značilna ta povečana občutljivost, v bistvu manj učinkovite strategije spoprijemanja z nekim stresom v partnerskem odnosu. In ljudje, ki si pripisujejo višjo čustveno labilnost, višji nevroticizem, so praviloma tudi manj zadovoljni s svojim partnerskim odnosom. Hkrati so pa bolj zadovoljni s svojim partnerskim odnosom tisti, ki se ocenjujejo kot bolj sprejemljive, torej tople, sočutne, prijateljske in tudi bolj vestni.
ne. Po drugi strani, ne, je pomembno za naše partnersko zadovoljstvo tudi, kakšne so osebnostne lastnosti naših partnerjev. Ne, in tukaj recimo so raziskave pokazale, da so s partnerskim odnosom bolj zadovoljni tisti ljudje, ki imajo partnerje, ki sebe ocenjujejo kot manj nevroticistične, torej bolj čustveno stabilne, bolj sprejemljive, bolj vestne, tudi bolj ekstravertne. Drugače pa pomembno tudi, kako se ujemamo s partnerjem, ne, v teh osebnostnih lastnostih, ne. Partnerji, ki imajo bolj podobne osebnostne lastnosti, naj bi imeli tudi bolj podobne čustvene izkušnje in zaradi tega naj bi bile njihove interakcije, ne, v odnosu bolj uspešne, ne. In to tudi raziskave potrjujejo, da ta zaznana podobnost, koliko se meni zdi, da sem jaz podobna svojemu partnerju, ima pomembno vlogo pri mojem zadovoljstvu s partnerskim odnosom, ne. Zdaj, ne, drugo je pa dejanska podobnost, ne, dejanska skladnost, kako jaz ocenjujem svoje lastnosti, pa kako partner svoje vidi, ne. Tukaj so pa ugotovili, da v resnici to nima neke velike vloge, ne, pri našem zadovoljstvu z odnosom, ampak pomembno je, kako jaz zaznam, da sva midva, ne, skladna v teh lastnostih, ne. Tudi recimo samospoštovanje, ne, sodi v ta okvir nekih osebnih virov, ki jih jaz prinesem v odnos, ne. Če torej za ljudi, ki imajo visoko samospoštovanje, je značilno, da se sprejemajo taki, kot so, ne, tudi svoje negativne lastnosti, ne, so bolj zadovoljni s sabo, in tisti, ki imajo nizko samospoštovanje, se v nekih težkih situacijah za odnos, recimo v konfliktnih situacijah, bolj umaknejo, bolj oddaljijo od svojih partnerjev, ne, verjetno zato, da bi se zaščitili pred temi občutki zavrnitve, ne. In to v bistvu pomeni na nek način, da podcenjujejo, ne, partnerjevo ljubezen, težko najdejo dokaze njegovega sprejemanja, kar se tudi povezuje z nižjim zadovoljstvom v odnosu. Tudi recimo navezanost, način, kako smo navezani na partnerja, ne. Predvsem ti dve dimenziji anksioznosti, izogibanja. Če me nenehno skrbi, a me ima partner dovolj rad, a sem dosti dober, a sem vreden ljubezni, ne. In to je na eni strani lahko težava, ne, na drugi pa, če se bojim bližine, ne. Če se počutim nelagodno v bližini in zaradi tega se rajši držim na distanci, ne. In tako anksioznost kot izogibanje v odnosu v bistvu negativno povezujeta z zadovoljstvom v odnosu. Poleg, ne, teh virov, ne, sem rekla prej, da imamo 3 take skupine, eno so osebni in socialni viri, ki jih prineseta partnerjev odnos, drugo je zadovoljstvo z življenjskim slogom, ne, recimo kako skupnim preživljanjem prostega časa, razporeditvijo dela v gospodinjstvu, ne. Tretje so pa še neke bonitete, ki jih mi prejemamo v odnosu s partnerjem, oziroma narava interakcije, ne. Recimo, koliko socialne opore nam nudi partner, ne, ker nam to olajša soočanje s stresom, nam preprečuje čustveno izolacijo, ne, znižuje verjetnost, da se bojo neki konflikti stopnjevali, spodbuja občutek povezanosti, ne. Tudi to, koliko je odnos vir konflikta, ne, torej na eni strani je odnos zaznan kot pozitiven, pomemben, varen, ne, ali je vir nekih konfliktov, ki so praviloma posledica neke disfunkcionalne komunikacije, ne. Tako, to nekako bi rekla za partnerske odnose. Zdaj, kar se pa tiče prijateljskih, tukaj je bilo pa precej manj raziskav narejenih. Zanimiva je recimo ena raziskava, kjer so ugotavljali, kakšna je povezanost osebnostnih lastnosti odraslih oziroma mladih odraslih s tem, koliko so priljubljeni pri svojih vrstnikih, ne. In so ugotovili, da so bolj priljubljeni predvsem tisti, ki so bolj sprejemljivi, ne, to pomeni bolj recimo hvaležni, topli v odnosih, sodelovalni, vljudni, vredni zaupanja, ne, in tisti, ki so bolj ekstravertni, aktivni, zgovorni. To so v bistvu neke lastnosti, rečemo komune lastnosti, ki so usmerjene k drugim, ne. Medtem ko so na drugi strani manj priljubljeni tisti, ki imajo pa bolj agentne lastnosti izražene, torej tiste bolj usmerjene k sebi, ne, recimo višjo dominantnost. A pa lahko spremenimo svoje osebnostne lastnosti? Oziroma, zakaj bi si to sploh želeli? A je to mogoče zaradi sebe ali bolj zaradi funkcionalnosti v odnosih z drugimi? Ja, ljudje si v življenju zelo pogosto zaželimo, da bi bili drugačni. Mislim, da se lahko vsak med nami spomni kakšne lastnosti, ki bi jo želel pri sebi
spremeniti. Ne vem, da bi bili manj sramežljivi, da bi bili bolj pogumni, da nas ne bi bilo toliko strah, da bi bili bolj odprti do drugih, ne. Ja, v bistvu, večje kot je naše nezadovoljstvo z različnimi področji življenja, vključno z našimi medosebnimi odnosi, ne, bolj si lahko želimo neke spremembe. Ne, in to nezadovoljstvo nas potem lahko vodi k temu, da oblikujemo neke cilje za spremembo svojih osebnostnih lastnosti, s tem prepričanjem v ozadju, da nam bo to pomagalo razrešiti naše nezadovoljstvo na teh življenjskih področjih, ne, recimo izboljšati tudi kakovost naših medosebnih odnosov, ne. Zdaj, pri oblikovanju teh naših želja ali pa ciljev za spremembo imajo seveda pomembno vlogo tudi pomembne druge osebe v našem življenju, vključno z našim partnerjem, ne. In tukaj so recimo raziskave pokazale, da si ljudje bolj želimo spremeniti ali pa da imamo večje cilje spremeniti svoje osebnostne lastnosti takrat, kadar te lastnosti tudi ti pomembni drugi ljudje v našem življenju ocenjujejo kot nizke, ne. V bistvu gre za to, da nam drugi skozi neke interakcije, ki jih imamo, ne nujno verbalno, lahko tudi res samo posredno, skozi neke vedenjske interakcije, posredujejo povratne informacije o tem, kako nas vidijo, kakšne so naše osebnostne lastnosti v njihovih očeh in kakšni si želijo, da bi bili. Ne, in na to se potem mi lahko odzovemo s tem, da prilagodimo ali pa da si zastavimo neke cilje za spremembo. Zdaj, a se dejansko lahko spremenimo, ne? Želje, ki jih imamo za spremembo, v bistvu na nek način učinkujejo na to, kako v nekem trenutku razmišljamo, kako čutimo, kako se vedemo. In nas v bistvu lahko na ta način sčasoma privedejo do neke trajne razvoja oziroma neke trajne spremembe osebnostnih lastnosti. Je pa treba vedeti, da se to seveda ne zgodi čez noč, ne, in da je to nek dolgotrajen proces, ki je posledica bolj kratkotrajnih situacijskih prizadevanj za spremembo, ne. Torej, do spremembe v bistvu pride, ne, zaradi nekih ponavljajočih situacij, v katerih se mi vedemo drugače od tega, kar je za nas tipično, za nas značilno, ne. In sčasoma te nove vzorce razmišljanja, vedenja, čustvovanja v bistvu privedemo do ravni avtomatizma, ne, kar se v bistvu lahko odrazi tudi v spremembi naših osebnostnih lastnosti. Torej, na eni strani, ne, je nezadovoljstvo, se mi zdi, ne, z določenimi področji življenja, recimo z medosebnimi odnosi, sicer samo po sebi res pomemben motivator, ampak pogosto ni dovolj, ne. Torej, to, da si želimo neke spremembe, recimo, da bi postali bolj vestni, ne, ker mogoče tudi zato, ker gre našemu partnerju na živce, da puščamo nogavice vsepovsod, ne, se mora pač odraziti, manifestirati, ne, v konkretnih vedenjih, ki izražajo višjo raven vestnosti. To se pravi, da moramo dejansko recimo bolj redno preverjati seznam svojih obveznosti, spremljati napredek pri doseganju ciljev in tako naprej. In da si tudi postavimo neke realne cilje, načrt, kako bomo te spremembe dosegli, ne. To mora biti zelo konkreten načrt. Če se bom znašel v taki situaciji, če se bom počutil napeto, kaj bom naredil, ne. In ti cilji, taki cilji nam v bistvu pomagajo, so bolj učinkoviti, nam pomagajo, da jih lažje dosegamo, ne. Tudi morajo biti primerno zahtevni cilji, ki si jih postavimo, glede na našo trenutno izraženost osebnostnih lastnosti. Če smo zelo zahtevne cilje za spremembo postavili, ne bomo motivirani, ne. Nas lahko to spravi v neko stisko, tesnobo in bomo hitro obupali, ne. In podobno tudi, če si prenizke cilje postavimo, ki jih pol lahko zelo enostavno in hitro dosežemo in potem to zniža motivacijo za nadaljnje prizadevanje za spremembo, ne. Tako da, ne, ja, lahko se spremenimo in tega si želimo tudi zato, da bi izboljšali naše medosebne odnose, je pa pomembno, ne, da k tem ciljem pristopimo zelo sistematično, zelo načrtno in lahko nam je včasih tudi v pomoč opora pomembnih drugih. No, zdaj pa počasi greva proti koncu s časom, da bomo imeli še vprašanje za publiko, tako da še eno zadnje vprašanje o koncu filma.
ki je bil meni osebno zelo zanimiv, ker pa kaže neko drugo realnost, v kateri pa ne pride do iskrenosti med temi karakterji. Tako da vprašanje je v bistvu, kakšna je neka optimalna ravna iskrenosti, intimnosti v odnosih, pa do kolikšne mere sploh v bistvu poznamo sočloveka. Ja, dobro vprašanje, ne. Se mi zdi, da gre v osnovi za vprašanje zaupanja v bistvu. Včasih smo lahko glede tega res nerealistični, ne. Pričakujemo najslabše, gradimo zidove, druge držimo na distanci, ne zmoremo zaupati, ne. Po drugi strani pa lahko pretirano zaupamo, ne da bi drugega prej sploh zares spoznali in smo pol šokirani, ko se izkaže, da ni vreden zaupanja. To sta v bistvu dve skrajnosti, ki jo pogosto lahko določajo tudi neke naše disfunkcionalne izkušnje iz preteklosti ali pa tudi naše stabilne osebnostne lastnosti, ne. Zdaj, pomembno je pravzaprav, da prepoznamo neko ustrezno raven samorazkrivanja v odnosih, ne. Ni potrebno, da gre vedno za neke zelo globoke pogovore, ne. Za neko začetno vzpostavljanje vezi je v bistvu pomembno tudi že bolj površinsko samorazkrivanje v obliki small talka, ne. In šele potem sčasoma lahko preidemo na bolj osebno raven, ne. Ko se v bistvu z nekom spoznavamo, to recipročno samorazkrivanje, ki postaja vedno širše, vedno globlje, v bistvu vpliva na to, kako se odnos razvija, ne. In v takih odnosih je v bistvu pogosto tako, da sčasoma prodiramo globlje, tako kot da bi čebulo lupili, ne. Ta proces je cikličen. Jaz nekaj povem, drugi nekaj pove, spet jaz nekaj povem, ne. Čeprav, ne, nekatere teorije pravijo tudi, da naj bi drugega že relativno zgodaj v odnosu ocenili. A ustreza nekemu prototipu, našemu prototipu partnerja ali pa prijatelja in naj bi potem to pospešilo bolj intimno samorazkrivanje v teh odnosih. Je pa res, ne, da moramo pravzaprav ves čas skrbeti za neko ravnotežje, da ne pademo, ne, kot da bi hodili po vrvi. V bistvu je ena takih ključnih dialektik v vsaki fazi odnosa, ki jo poskušamo uravnavati, ravno to nasprotje med odprtostjo, med razkrivanjem, gojenjem odnosa, pridobivanjem opore, ne, in na drugi strani zasebnostjo. Torej skrbjo pred zavrnitvijo, posmehom, da bi prizadeli drugega, da bi ga obremenili, ne. Torej želimo se razkrivati, obenem pa bi radi ohranili nekaj te zasebnosti, ne. In glede na naše potrebe, glede na naravo situacije in odnose je tudi normalno, da se ta frekvenca, amplituda, trajanje teh tendenc, ne, k odprtosti, k razkrivanju in zasebnosti spreminja, ne. Tudi znotraj nas samih lahko v bistvu prihaja do te kontradikcije. Bolj kot se odpiramo, bolj nas vleče v drugo stran, ker nas skrbi recimo pred zavrnitvijo. Se mi zdi tudi pomembno tukaj se zavedati, da imamo v bistvu vsi dele sebe, ki jih poznamo in jih tudi drugim pokažemo, in dele sebe, ki jih poznamo, pa jih držimo zase, ne. In ti elementi so v resnici odvisni oziroma se razlikujejo od odnosa do odnosa. Ko se mi v odnosu samo razkrivamo, torej ko smo intimni, iskreni, ko drugim zaupamo, v bistvu zmanjšujemo te prikrite dele sebe in povečujemo odkrite dele sebe, ne. Torej, če se drugi recimo pozitivno odzove na to, kar povemo, potem to spodbudi, ne, da bomo še več povedali o sebi in se s tem odnos poglablja. Sicer pa se mi zdi tako za konec, no, pomembno še to poudariti še enkrat, pravzaprav, da je normalno, ne, da v odnosu želimo in pričakujemo tudi nekaj zasebnosti in avtonomije, ne. Ampak hkrati tudi to, da jo dopustimo drugemu, ne. Torej, v resnici za kakovosten odnos ni pomembno, da poznamo vsako misel drugega, ampak da drugemu zaupamo, ne, kar v resnici v bistvu temelji na tej obojestranski iskreni komunikaciji, v kateri asertivno, jasno, odločno komuniciramo, kaj želimo, kaj potrebujemo, odprto izražamo neka svoja čustva, pričakovanja, vključno s tem, kar nam ne odgovarja, ne, in da tudi ne pričakujemo, da bo partner bral naše misli. Evo, zdaj so se pa pojavila tudi vprašanja publike, tako da bom kar malo pogledala. Prvo vprašanje je, ali mogoče socialna omrežja spodbujajo določene vidike patologije, kakor je recimo narcisoidnost? Ja, tukaj pravzaprav po eni strani lahko rečemo, ne, da ponujajo priložnost, da se taka vedenja
izrazijo. Ne. Ste rekli, spodbujajo. Ne. V bistvu tako, kot sem na začetku rekla, ko ste me spraševali, a spodbujajo neiskrenost. V bistvu ponujajo priložnost za ljudi, ki so k temu nagnjeni, ne, da to priložnost izkoristijo. Ne. In podobno je tudi z družbenimi omrežji, ne, ki ponujajo priložnost, da recimo selektivno predstavimo neko gradivo o sebi, se pokažemo, ne, v boljši luči, in pri ljudeh, ki so sicer bolj nagnjeni, ki imajo tudi bolj izražene te recimo narcisistične osebnostne lastnosti, ne, je seveda so družbena omrežja, bi rekla, nek vzvod ali pa sredstvo, ki jim omogoča, ne, da na ta način recimo pridobivajo potrditev, bolj izbirajo, kako se pokažejo še v boljši luči, ne. Seveda, še enkrat, to počnemo vsi, ne, ampak kot rečeno, je to neke vrste vzvod, ne, ki nas mogoče k temu še nekoliko bolj spodbuja, še posebej, če smo že po naravi k temu nagnjeni. Evo, pa imamo še za eno vprašanje čez. Kaj pa aplikacije za zmenke, kot je na primer Tinder? Ali se lahko odnos, ki je nastal prek tovrstne aplikacije, sploh razvije v nek pristen odnos oziroma razmerje? Mislim, da je to kar dobro vprašanje. V bistvu nekatere raziskave kažejo, ne, da se lahko taki odnosi, ki jih vzpostavimo online, jih potem prenesemo v face-to-face kontekst, naprej razvijajo in poglabljajo tudi v resničnem svetu. Je pa zelo pomembno, da jih prestavimo v resničen svet, ker če ostanemo samo online, lahko v resnici pride zelo hitro do neke lažne, bi rekla temu, psevdointimnosti, ne. Lažje v resnici tipkati o sebi, ker imamo tako vse pod kontrolo in ni nekega nelagodja, ki se v bistvu pojavi ob samorazkrivanju v živo, ne. Tako da, predvsem je ključno, da se ti odnosi potem v resnični svet prestavijo. Še eno vprašanje mogoče, ali se kaj ve, kako socialna mreža oblikujejo družbo, katerim vrednotam bo sledila in podobno? Zelo zanimivo vprašanje, ne. Jaz pravzaprav moram reči, da kakšnih raziskav konkretnih s tega področja ne poznam. Se mi zdi pa, da dejansko socialna omrežja postajajo nekako vse bolj neizogiben del naših življenj, ne, vse prisoten del naših življenj, in vedno bolj, ne, se ljudje na njih udejstvujemo, pravzaprav to postaja neka norma, ne, udejstvovanje na družbenih omrežjih. Zdaj, kam v smislu vrednot nas bo to peljalo, se mi zdi pa mogoče kar tak zahteven izziv, ne, to vprašanje, na katerega se pravzaprav ta hip, ne vem, če bi se zares upala podati kakšen konkreten odgovor, ne. Se mi zdi, da v resnici možnosti je ogromno, ne, in da je zelo veliko pravzaprav odvisno od nas, zakaj in na kakšen način bomo ta omrežja izkoristili. Gaja, res hvala ti za današnji pogovor. Na žalost se je najin čas iztekel, tako da se bomo morali posloviti. Upam pa, da ste uživali tudi gledalci in vam je pogovor odprl še kako dodatno tematiko za razmislek o filmu. Zaključuje se tudi današnji dan tedna možganov, tako da se vam še enkrat zahvaljujem vsem predavateljem, sponzorjem in pa tudi gledalcem, da ste ostali z nami čez cel dan. Naj vas povabim, da nas spremljate tudi še na naših socialnih omrežjih, Facebook, LinkedIn in Twitter. Prijavite se lahko tudi na novičnik tedna možganov in Sinapse. Link do prijave je dostopen v opisu dogodka pod videom na YouTubu in na obeh podstraneh kanala 1 in kanala 2, kjer se predvajajo predavanja in pa komentarji filmov. Tu boste našli tudi povezavo, preko katere nas boste lahko podprli z donacijo. Za na konec bi vas še povabila na prihodnje dogodke. Jutri sledijo top teme v nevroznanosti. Predavanja bodo potekala na kanalu 1 in na kanalu 2. Pričnemo ob 15:45. Na sporedu pa je tudi delavnica za odrasle, gledališko utelešenje in sprejemanje drugačnosti. Komentar filma Ljubezen v Barceloni pa na žalost odpade.
To je to, še enkrat hvala in lep večer vsem. Adijo.